stališče SLS do znižanja povprečnin oziroma kaj ste danes govorili na to temo? Ja, tudi tega smo se predvsem dotaknili. Dejstvo je, da povprečnina oziroma glavarina, kot govorimo, je že na primeru Celjske mestne občine bila znižana za 1 700 000 evrov pri 55 milijonskem proračunu, kar pomeni, da nam je dejansko država vzela en vrtec. Dejstvo je, da obveznosti, ki nastajajo na občinah, tako bom rekel, iz področja sociale in vsega ostalega, naraščajo tudi po teh zakonskih obveznostih, na drugi strani pa država je žal mačehovska do tega in jemlje sredstva za normalno delovanje v občinah, pa jaz temu rečem, da v tej državi nismo samo državljanke in državljani, ampak smo tudi občanke in občani. Gospod Zidanšek, je pa vendarle, vaša stranka ima zelo veliko županov. Župani so se strinjali s tem. Vse ste imeli svoje pogajalce v Združenju občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije. Kako, da so pa občine vendarle potem pristale na tako nizko povprečnino? Šlo je za to, da so se dogovorili tudi na drugi strani, da bo država sprejela določene ukrepe, ki bo omilila te pogoje oziroma dogovore. Opažamo tudi danes po debati, ki je bila na klubu županov pri Slovenski ljudski stranki, da se država tega ne drži. Opažamo tudi, da se dejansko izvršujejo nakazila, ki so nižje od tistega, kar je bilo dogovorjeno, kar nas ne navdaja z optimizmom in si želimo oziroma bomo vztrajali na tem, da bo se država držala tistih dogovorov, ki so bila sklenjena, pa vendarle mislim, da bo potrebno zagotoviti tudi to, da občine ne bodo tako hitro popuščali pri svojih zahtevah. Zdaj je bilo rečeno pol leta, da država pripravi te predloge zakonskih sprememb, ki bi znižale stroške občine, ampak se kaj zdaj dogaja na tem področju? Žal ne čutimo tega in tega ne vidimo. Na tak način dejstvo je, da se je država v nekaterih primerih pa tudi čudno zaletela, ko se pogovarjamo tudi o subvencioniranju najemnin pri najemnikih, kjer je država nekako doplačevala oziroma dala to možnost, pa vendarle se zdaj različni akterji izločajo iz tega, kako se je v dani situaciji odločilo, ker dejstvo, da v marsikateri zgodbi pa je tukaj nastal tudi določen nov ali pa nov socialni problem. Kako boste pa zdaj ukrepali? Imate zdaj kak načrt? Mi bomo definitivno preko teh naših asociacij, ko imamo, sprožili postopke, da dejansko opozorimo na državo na to, da seveda se treba ne samo dogovorov držati, ampak je treba v zgodbi tudi sistemsko ali pa logično pristopati k urejanju teh zadev, kar pomeni, da je treba sprejemati seveda take ukrepe, ki so korektni do občank in občanov. Na drugi strani seveda se zavedamo, da je treba v tej državi tudi varčevati, ampak imamo pa resen pomislek oziroma občutek, da se zadev ne lotevamo na prav način, se pravi, ne varčujemo v zgodbah, kjer je možno in primerno varčevati in da letimo, marsikdaj v napačen smer. Lahko mi pričakujemo spet en krog napetih pogajanj, spet ste občini pa vlade, Ja, mislim, da se bo zelo hitro zgodba odprla, glede na to, da bodo občine opozorile na to, da se dogovor ne spoštuje, saj pri tistih fizičnih nakazilih, razen če bo država med tem časom karkoli spremenila, pa mogoče tudi to apel, naj spoštujejo svoje zaveze. In dejstvo je tudi tako, da se veste, takrat je bila zmenjena povprečnina za pol leta, v naslednjem pol leta tudi drug znesek, seveda ob pogojih, da se izpolnejo zaveze, ki so bile dane. Te se tako kaže, glede na to, da smo zdaj že v aprilu, ne bodo izpolnjene in seveda občine sem prepričan, da ne bodo to sprejele kar enostavno. Ste sicer vi mnogi so opozarjali, da je v bistvu dogovor, tudi zakon sam, da je slab, da ne bo prinesel
toliko znižanja stroškov občinam, ne, kot je bilo napovedano. Menite, da so se pa vendarle vaši predstavniki občin dejansko slabo pogajali? Zdaj, težko je ocenjevati, ker pač nismo sodelovali takrat zraven vsi na tistih pogajanjih, tudi, bom rekel, stanje duha in pa primera takrat, ne. Zdaj, glede na to, da če ocenim, da so bile dane nekatere zaveze, ki bi na drugi strani tudi preračunano morale rezultirati v razbremenitvi, bom rekel, nekaterih stroškov, ki jih pa nosijo lokalne skupnosti. Lahko rečem, da so verjetno šli v dobri viri, bom rekel, tudi potem v dogovor oziroma v podpis zadeve. Žal pa lahko že zdaj ocenim, da se je pa izkazalo, da to ni rezultiralo tako, kot bi rezultirati moralo, in dejstvo je, tako kot ste že rekla, da bo verjetno to odprl novo poglavje pogajanj.